Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, tema mojega današnjega predavanja je materialna kultura gasilske brizgalne. Sicer se z mojimi kolegi na Inštitutu Hannah Arendt v Dresdenu trenutno sodelujem z njim v projektu o zgodovini prostovoljstva in prostovoljnega dela v času tranzicije, se pravi 80-ih, 90-ih letih 20. stoletja. In sicer kolegica obravnava področje vzhodne Nemčije, potem Nemčije, Českoslovaške, Češke, jaz pa se osredotočam na Slovenijo in na Vojvodino. Zdaj pri določitvi, katere republike bivše Jugoslavije bi naj bile fokus te širše obravnave, je prevagala zelo bogata, popularna kultura gasilstva v Sloveniji. Projekt je usmerjen v obdobje postsocialistične tranzicije, čeprav pa imajo prostovoljna gasilska društva predvsem v srednji Evropi zelo dolgo tradicijo, tudi v Sloveniji. Se pravi, prva prostovoljna društva se začnejo, tukaj imam primer na Spodnjem Štajerskem, na Kranjskem, ustanavljati v 70-ih letih 19. stoletja. Tukaj pa še nekaj številk o članstvu in pa številu prostovoljnih gasilskih društev na Slovenskem od leta 1920 do potem konca 20. stoletja, kaj številke vse skozi naraščajo. V medvojnem obdobju je bilo brez Primorske nekje okrog 3% prebivalstva vključena v prostovoljna gasilska društva. Danes je procent okrog 7%, verjetno oziroma najvišji v Evropi. Se pravi, za ustanovitev prostovoljnih gasilskih društev je poskrbela nova zakonodaja, ki je dovoljevala združevanje društva, spodbuda strani občin, ki so si nadejala učinkovitejšo pomoč pri gašenju požarov, pa tudi industrialci, ki so za prodajo zelo drage in tehnično vedno bolj zahtevne gasilske opreme potrebovali vedno nove odjemalce. Trgovci, ki so se začeli ukvarjati z izdelavo in prodajo gasilske opreme, so navduševali mestne veljake, naj ustanovijo prostovoljno gasilsko društvo ter nastavljali tudi svoje posrednike po različnih mestih monarhije. Eden od najbolj popularnih značk brizgalne na Slovenskem je bila Rosenbauer, ni pa bila edina. Jaz sem tukaj še na primer primer Ciderja. Ampak Rosenbauer je bila med vojni, tudi po drugi svetovni vojni, ena od najbolj popularnih brizgaln. Brizgalna in tudi ostala gasilska oprema se razstavlja na svetovnih razstavah, na gasilskih razstavah, kamor tudi člani prostovoljnih gasilskih društev iz slovenskega prostora in tudi jaz sem malčkrat bolj podrobno se ukvarjala tudi z prostovoljnim gasilskim društvom v Tuzli, so tudi redno člani tega društva odhajali na te razstave predvsem v Avstrijo, na Češko in v Nemčijo. Tukaj imam na primer proizvajalca Smekar iz Prage. Proizvajalci oziroma prodajalci gasilske opreme so oglaševali svoje izdelke v gasilskem časopisu Gasilec na Slovenskem. To je bil časopis, ki ga je izdajala Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana, kasneje Gasilska zveza Slovenije. Ta časopis ni bil popularen na Slovenskem, ampak tudi v drugih delih Jugoslavije. Gasilska oprema je bila na ogled na različnih razstavah, kot sem že omenila, in na sejmih doma v tujini. Naprimer, kronika prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Žužemberku za leto 1929 lahko preberemo, da so si tamkajšnji gasilci na ljubljanskem sejmu ogledali motorno brizgalno Rosenbauer, ki so jo kasneje tudi kupili. Sprva so to brizgalno hranili v župnišču, nato pa so vaščani uredili shrambo za gasilsko orodje. Na dan, ko so brizgalno preselili iz župnišča v novo shrambo,
so se člani fotografirali, tukaj vidimo to fotografijo na panoju. Potem, ko je bil v sosednji vasi požar, so šmihelski gasilci s konjsko opremo in motorno brizgalno hiteli proti požaru. Skupaj z gasilci iz Ambrusa, Korinja in Zagradca so uspešno pogasili požar in ko so ostala društva videla to šmihelsko motorno brizgalno, so sklenili, da bodo takratne ročne brizgalne vsi zamenjali za nove motorne. Prostovoljno gasilsko društvo Galec, na primer, je leta 1928 kupilo novo motorno brizgalno Renault. Pri nakupu sta posredovala tamkajšnja zastopnika tovarne Renault. Enake brizgalne so nato kupila tudi društva v Metliki, Veliki Loki in Novem mestu. Staro ročno brizgalno so kasneje prodali drugemu društvu. Po vojni so začeli nekateri mehanični mojstri izdelovati gasilske brizgalne sami iz različnih delov. Slika, tukaj, ki jo vidimo, je nastala v Cerknici leta 1954. Na fotografiji je nova motorna gasilska črpalka in skupina domačinov, vidno zadovoljnih z napravo. To črpalko je vzela v domačin, tehnični mojster v svoji delavnici in ta unikatna, za tiste čase zelo moderna prevozna motorna črpalka je bila izdelana po naročilu za gasilsko društvo Nova vas. Glavni in večji deli so bili v glavnem rabljeni. Črpalko je gnal bencinski motor, vzeti iz odsluženega avtobusa, ki ga tudi vidimo na sliki. Izdelava je trajala približno 5 let in gasilci Nove vasi so to črpalko uporabljali vse do leta 70, ko so potem kupili novo. Gasilski avtomobili, potem tudi kombinirani z brizgalno, tovarne avtomobilov v Mariboru so bili predvsem v 60-ih, 70-ih, 80-ih zelo popularni tako v Sloveniji, kot tudi v ostalih delih Jugoslavije. Trenutno sem v Sloveniji na terenskem delu, delam zelo veliko intervjujev z gasilci, ki so bili aktivni v 80-ih in 90-ih letih in mi razlagajo, da so bili zelo zadovoljni z tamovimi gasilskimi tamovo gasilsko opremo. Danes je oprema tehnično še bolj izpopolnjena. Tukaj na sliki vidimo kombinirano gasilsko vozilo, kombi in prikolico z gasilsko opremo in brizgalno. Se pravi, vedno bolj tehnično dodelana oprema in tudi zelo draga oprema. Zdaj v prvem delu sem želela malo nakazati razvoj gasilske tehnike, predvsem sem se osredotočila na brizgalno. Zdaj v drugem delu predavanja bi pa rada namenila več pozornosti, kaj se zgodi, ko ta društva, gasilska društva kupijo nove brizgalne, kaj to pomeni za društvo in potem kaj se zgodi, ko oprema, ko brizgalna zastari, kaj se dogaja z njo potem. Ko so v prvih desetletjih 20. stoletja motorne brizgalne počasi zamenjevale ročne brizgalne, je nova pridobitev pomenila velik dogodek za društvo in tudi za kraj. Dogodek pa je bil pospremljen z blagoslovom in prireditvijo, kjer so se ob novi brizgalni fotografirali člani društva, mestni veljaki, kot tudi tako imenovane botrice ali kumice, oblečene v narodne noše. V kroniki prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Žužembergu, na primer, lahko beremo, da je imelo septembra 1929 društvo veliko slovesnost, kjer je tamkajšnji župnik blagoslovil motorno brizgalno Rosenbauer. Zbralo se je veliko domačinov in tudi gasilcev ostalih okoliških društev, ki so se kasneje zabavali na prvi veselici društva. Gasilska oprema je bila zelo draga in čeprav je gasilska služba v javnem interesu in del komunalne ureditve vsake občine, se morajo društva za nabavo nove opreme zelo potruditi in biti tudi zelo iznajdljiva. Naprimer, ko so v prostovoljnem gasilskem društvu Šmihel leta 1959 začeli razmišljati o novi motorni brizgalni, so jo s pomočjo krajevne skupnosti Žužemberg, rojakov v Ameriki in gospoda Globokalja, ki je bil ustanovni član društva, potem tudi kupili.
Drug primer je naprimer prostovoljno gasilsko društvo Gradec iz leta 1971 kupil novo motorno brizgalno znamke Rosenbauer. Zanjo so več kot 1/4 denarja prispevali vaščani, ostalo pa podjetja in ustanove, nekaj sta primaknila tudi krajevna skupnost in gasilska zveza. Ostanek pa je šlo iz blagajne društva. Društvo je največ predilo tudi 2 gasilski veselici in izkupiček iz te veselice so potem namenili za nakup nove brizgalne. Na slavnostnem prevzemu je bil tudi kum Anton Stipanič. Zaradi velikega uspeha jih je že skominjalo po novem nakupu kombija, saj, kaj nam pomeni moderna brizgalna, če ne pridemo dovolj hitro do požarišča, je komentiral tedanji predsednik. Tukaj še bolj sveži primeri. Prostovoljno gasilsko društvo Zenkovci, društvo je leta 2014 prevzelo novo motorno brizgalno. V društvu, ki deluje že 116 let, so za novo motorno brizgalno, ki je nadomestila zastarelo iz leta 1969, namenili 13.500 evrov, kakor lahko beremo v kroniki. Poleg lastnih sredstev gasilskega društva in gasilske zveze so nekaj sredstev prispevali tudi občina Puconci ter še nekateri sponzorji. To je še en primer predstavitve prevzema nove brizgalne. Eden od mojih intervjujencev mi je dejal, da vsako društvo želi imeti boljšo opremo od sosednjega. To je gasilska društva zelo motivira k nabavi nove, boljše opreme. Zdaj, kaj pa se zgodi z gasilskimi brizgalnami, ko prenehajo delovati, ko zastarijo oziroma ko jih društvo želi zamenjati? Nekatera društva dajo svoje stare brizgalne ali pa vozilo drugemu prostovoljnemu društvu. Naprimer, prostovoljno gasilsko društvo Vižmarje je podarilo svoje kombinirano vozilo društvu v Kninu v 90-ih letih. Naprimer, društvo Gradec pa je leta 1994 prijelo, temu društvu je prijateljsko društvo iz Nemčije podarilo kombinirano vozilo. Ogromno je teh zgodb o tem, na kak način so društva podarjala vozila ali pa drugo opremo drugim društvom. Stara gasilska oprema se tudi znajde v knjigah. Gasilska vozila in brizgalne predstavljajo za zbiralce en tak poseben fetiš, ne samo pri nas, tudi drugod, kjer je gasilska tradicija močna in se tiskajo tako imenovane coffee table book z opisi stare gasilske opreme. Zdaj, pri nas imamo Slovenski gasilski muzej v Metliki, ustanovljen leta 1969 in potem v 90-ih preimenovan v Gasilski muzej dr. Branka Boliča, sicer dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije, sicer pa tudi profesorja za zgodovino na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Hkrati je pa v Sloveniji tudi kar dost lokalnih gasilskih muzejev, se pravi, da gasilsko društvo si prizadeva, da bi oziroma odpre svoj društveni muzej. Naprimer, črpalka, ki jo je za prostovoljno gasilsko društvo Nova vas izdelal mojster Male, kar sem prej omenjala, obstaja še danes in je v lasti gasilcev iz Nove vasi in služi kot zgodovinski eksponat. Pred leti je Gasilska zveza Slovenije izdala tudi knjižico Mladinske muzejske zbirke po zbirkah in muzejih v Sloveniji z naslovi 15 gasilskih zbirk in muzejev, ki so jih mladi gasilci lahko obiskali za pridobitev gasilske značke. Ko sem, naprimer, starejšega gasilca, ki je bil aktiven predvsem v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih 20. stoletja, vprašala, kaj je v njegovi karieri bil kaj je bil zanj najbolj uspešen in najmanj uspešen dogodek. Da je najbolj uspešen dogodek zanj bil ta, da so uspeli na podstrešju gasilskega doma v Vižmarjih postaviti muzejsko zbirko.
Najmanj uspešen pa ta, da ta zbirka ni uspel, da te zbirke niso uspeli bolj popularizirati oziroma odpreti pravega muzeja. In tukaj še nekaj fotografij iz muzeja prostovoljnega društva Radje, torej stare predstavljene, potem pokali, čelade, priznanja, značke. In zdaj, če za konec, stare brizgalne včasih tudi znova oživijo. Na primer na gasilskih tekmovanjih starih brizgaln, tukaj primer iz leta 2015, ko so v Šoštanju naredili eno tako gasilsko tekmovanje starih brizgaln. Jaz sem kustosinja gasilskega muzeja, 8-letnica, delovno mesto. A v Meksiki? Torej, to je že 32 po vrsti 2015, pravi iz leta. Jaz sem danes bolj govorila o motornih brizgalnjah, ki so pa še nočne. Zdaj brez glasbe. Ok. Zdaj bi dosti. Ok, najlepša